Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Kot poroča današnje Delo, o čemer so sicer prvi pisali danski mediji, naj bi bila za prebavne težave naših rokometašev kriva pica, ki so se ji naročili na predvečer odločilne tekme z Egiptom. No, naš najstarejši igralec Gajić sicer na Twitterju vse zanika. Mi lahko samo komentiramo pica da te kap. Vi pa gledate 65. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali afera Tomaž Vesel. Zakaj se je, vsaj za kulaše, veseli december spremenil v mizerni januar? Ta vrt nastaja mogoče s prvimi rastlinami, ki so bile zasajene nekje 15 let nazaj, malo stihijsko, potem pa bolj sistematsko in bolj premišljeno zadnjih morda 8 let. V tem trenutku imam popisanih okoli 2400 sort ali vrst rastlin. Za vse seveda ne vem več, kje točno so, ampak nekatere ključne, ki so mi bolj ljube, pa seveda vem. Ta barva zarjavelega železa se mi zdi naravnost fantastična. V soncu, v dežju spreminja barve, skratka material je obstojen, vse se da porabiti, to je samo seveda stvar domišljije. Vrt. Čigav vrt v resnici obdeluje predsednik Računskega sodišča in koliko je pri tem domišljije, nam bosta povedala naš stalni komentator Bojan Požar in naš posebni gost Edvard Kadič. Toplo pozdravljena. Živijo. Zdaj, Bojan, Edvard, preden gremo na našo današnjo temo, me zanima, ker ravno Bojan, ti na nek način tudi si poznavalec za kulisja, Edvard pa je po drugi strani tudi strokovnjak za komunikacijo. Zdaj to slovensko rokometno komuniciranje, če pustimo tisto, kar se je dogajalo na igrišču. Zdaj smo zvedeli za to afero pica, naši se sicer zdaj vlečejo ven, da so si pico naročili v hotelu, mi grede lahko povemo gledalkam in gledalcem, to samo delno drži, naročili so si jo v hotelu, ampak ne v tistem hotelu, kjer bivajo, v nekem drugem hotelu, potem so jim jo tja prinesli. Nekako nismo navajeni, da bi na tak način odhajali z prvenstva z nekimi aferami, s picami pa to. Kaj vidva pravite na vse skupaj? Izvoli. Bom jaz začel. Izvoli, ja. Meni se zdi predvsem precej neprofesionalno vse skupaj. Kako si neka reprezentanca privošči sploh tak fiasko, kot je, bom rekel, greš v neke arabske dežele, kjer, da ne rečem, še en tak zelo začetniški turist ve, da moraš imeti en liter viski ali pa kakšen šnapc sabo, da zjutraj, zvečer pač razkožuješ, kaj šele športniki, da si dovolijo, da prideš v stik z neko potencialno, kaj ne rečem, hrano, ki ti povzroča prebavne motnje, pa ne glede zdaj, je to pica ali je to pač... Jaz verjamem, da če greš v nekem Parizu ali pa Madridu ali kjerkoli pač tisto pico naročiš, da to ni kakšen poseben problem. Tukaj je pa problem pač vse, In tudi, če se je hotel še tako trudil zagotoviti mogoče nek standard hrane, jaz to ne vem, ampak je potem tista pizzerija, kar pa vem. Tako da, to je ena stvar. Druga stvar pa jaz mislim, da je to odraz, dajmo tako reči, malo vprašljive profesionalnosti celotnega pristopa k, kaj ne rečem, nekem gostovanju državne reprezentance. Se to le niso neki tretji ligaši. Bojan? Ja, najprej bi jaz rekel, da sem tukaj malo neki rahli zagati, zato pač, ker je bila hčerka do nedavnega poročena z Vidom Kavtičnikom, sicer kapetanom reprezentance, ampak zdaj v tem kontekstu ga ni zraven, tako da lahko kaj pokomentiram. Na srečo manjka, je poškodovan. Ja, na žal, ker je poškodovan. Ampak s tem se strinjam zdaj, kaj je pač rekel Edvard, načeloma to drži. Mene pač fascinira to, da se neka reprezentanca, kot bom rekel, nek pojem nekega športne panoge, v neki državi, bom rekel, diskreditira na taki banalni aferi, kot je naročiti pico. Zdaj, na nek način, če se pošali, bi razumel, da bi naročili enih 10 ekskluzivnih call girls, pa se tam z njimi zabavali v hotelu, tako kot Ronaldo, Messi ali kdorkoli, ampak da pa ti naročiš pico pred tekmo in se tako nabašaš, da potem drug dan ne moreš igrati, to je pa res višek. Pa še nekaj bi rekel, koliko jaz poznam za kulisje tega rokometa, zanesljivo ne smemo verjeti tweetom, ki jih piše Dragan Gajić. Ja, bomo videli, kaj se bo naprej tukaj še dogajalo, kar bomo seveda podrobno spremljali. Ampak pejmo mi nazaj na Tomaža Vesela, predsednika Računskega sodišča. Zdaj tole bi vaju najprej vprašal, Bojan, Edvard,
Kateri literarni lik, zdaj vemo, cel ta dramaturški lok je na nek način zaključen. Ne? Danes je pač tednik Demokracija objavil, da jim je KPK sporočila, da ne najdejo dovoljenja za Tomaža Vesela, da lahko upravlja dodatno pridobitno dejavnost na FIFI, ne? Kar je sicer trdil, da je prijavil. Kateri literarni lik imamo zdaj, ko se je ta dramaturški lok nekako sklenil, vam pride na misel, ko pomislite na Tomaža Vesela, predsednika Računskega sodišča? Bojan. Ne vem, jaz bi rekel, zdaj lahko se blefiram z nekim literarnim likom, ampak zdi se mi, da je kontekst pa posledica podobna temi, ki smo jo prej imeli, rokometašem, ker tudi zdaj ta situacija z Veselom, čeprav je zelo resna, ampak vse tudi rokometna tema je zelo resna, ampak po svoji strani pa tudi komična, kako se je pravzaprav začela, če bomo kaj debatirali o tej Veselovi zgodovini, na kakšen način se pravzaprav zdaj ta zgodba s tem Tomažem Veselom končuje. Jaz bi mogoče samo eno pomembno distinkcijo opozoril, prej, ker si rekel revija Demokracija, malo bolj natančni, oziroma še korak dlje pri tem uradnem priznanju, ali je on naredil kaj narobe ali ne, da dokumenta niso našli, zdaj so povedali, da ga nimajo. Se pravi, to je v bistvu zdaj neka točka naprej, odločba o tem sicer še ni sprejeta, samo uradno so spotili, da dokumenta nimajo, kar pomeni prosto, da ga ni. Ja, da ga ni nikoli bilo, ja. Oziroma, da ga ni nikoli bilo, Ja, drži. Edvard? Ja, mene je prej, ko sem gledal tisti vrt, spomnil res na nek tako, bom rekel, mogoče kakšnega bodočega grškega misleca ali pa celo poeta, ki bo, bom rekel, šel v zgodovino s kakšnim dobrim nagovorom, malo taki umetniškem ozadju. Je pa zagotovo, tukaj bi se pa, rekel se pa jaz močno strinjam s tem, da tukaj imamo najprej, bom rekel, pri vsej tej zgodbi v zvezi s temi dovoljenjem, to se pravi s tem, kaj je obvestilom ali kako se reče sploh to KPK, tukaj se moramo takoj, jaz mislim, kar na začetku lotiti ene, bom rekel, po moje zelo pomembne teme v tem smislu, in sicer to, da vsak javni, to se pravi vsak visok funkcionar, to se pravi funkcionar kot tak, in mora nahraniti dva vidika. Prvi vidik je seveda vsebinsko, mora, kako bi rekel, ne sme mlatiti prazne slame, to je najprej. Na drugi strani mora dajati pa tudi videz, da obvladuje svoj posel, v tem konkretnem primeru videz neke nepristranosti. Jaz sem pač na Twitterju nekoč zapisal, da pač v narekovajih neko brezmadežnost, in tudi takoj ustrezno ukrepati, da se stvari, to se pravi, primerno kanalizirajo. Jaz bi mogoče sem tu dodal še nekaj, zdaj, ko govoriš o teh državnih funkcionarjih, tu je treba vse nekaj malo ločiti. Eno so recimo politiki. Politik je pač odgovoren pravzaprav, dobro, če ima neko državno funkcijo, odgovoren pa celi državi, pa načeloma je odgovoren svojim volivcem. Dokler ga volivci tolerirajo, ga pač tolerirajo. To je zelo preprosto dejstvo. Tukaj v Veselu gre pa za nek, bom rekel, nek drug nivo državnega funkcionarja, ki dejansko moraš biti na nek način brezmadežen. Recimo predsednik Računskega sodišča, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, ustavni sodniki, vrhovni sodniki. To je zdaj v bistvu ta rang, ki je pravzaprav enostavno vsi moramo verjeti temu pritrditi, kar recimo državni funkcionar tega tipa reče. Tako da tukaj je treba pač, bom rekel, biti toliko bolj, kako bi rekel, jezen na Vesela, ali pa slabe volje zato, ker ugotoviš, da ti nek funkcionar tega ranga v bistvu v obraz laže. No, jaz se tukaj samo dve besedi. Načeloma se jaz tudi strinjam s tem, z trditvijo, da pač politika, dokler časa ga volivci tolerirajo, toliko časa naj pač počne, kar počne. Jaz se tukaj nisem popolnoma na tej strani. Pač tisti trenutek, ko si ti izvoljen predstavnik ljudstva, hkrati seveda predstavljaš neko svojo bazo, na drugi strani pa mora biti neka odgovornost za skupno dobro, to se pravi za skupni, dajmo tako reči, nek pozitivni izgled, recimo neke inštitucije, recimo konkretno, Državnega zbora, glede na včerajšnje izmenjave pač nekih stališč oziroma mnenj, odgovorov, vprašanj, kakorkoli, recimo med Kordišem pa Janšo je bil že tak primer. To se pravi, vsi poslanci so to se pravi krovno zadolženi za dober izgled in seveda tudi za vsebino, tega, kar se tam noter počne, ja, na nekem mikronivoju ok, zdaj, da pač počne in ga v tem sklicu je, v naslednjem sklicu ga ne bo, ok, to se strinjam, ampak mislim pa, da ne smemo iti preveč nekako tako prosto v to polje pa reči, ja, lej, dokler časa, sej volivc nima kaj s tem poslancem delati 4 leta, on teoretično lahko 4 leta, bom rekel, ga biksa po svoje, recimo,
in uničuje, degradira izgled državnega zbora ali pa kakršne koli druge funkcije. Ne? Tako da se strinjam, da je ostrina pogleda na funkcionarje tipa Vesel ali pa to, kar je Bojan, kar si prej omenil, ustavno sodišče in tako naprej, je mogoče višja, ne? Ampak se mi zdi pa tako, se mi zdi pomembno. No? Jaz sem zadnje čase večkrat se malo bolj izpostavil na tem, v tem smislu, od naslavljanja predsednikov pa tako naprej, ne? Da pač dajmo nek nivo ali nek kriterij pa vsem zavzeta, ne? Da čist vsem pa tudi ni. Ne? To hočem sam še reči, ja, mislim, mogoče je bil sam nek komunikacijski šum. Ne? Hočem to reči, da imajo volivci pri politikih, ne, bistveno večjo možnost sankcioniranja teh ljudi. Veš, lahko ga preprosto politik ve, če ga bo zdaj lomil, ne bo več izvoljen. Ne? Se strinjam. Pri Veselu je pa drugače, oziroma pač pri funkcionarjih tega ranga je pa drugače. Na njega v principu mi pravzaprav ne moremo vplivati, ker je kako bi rekel, način imenovanja teh ljudi in način tega, da se jim pač prekine, ne? Ta funkcija je bistveno težji in bistveno imamo manj vpliva mi navadni ljudje. Ne? Ja, se strinjam, absolutno. Preden si vzamemo krajši premor, me samo tole še zanima, vajno mnenje, se pravi ta odgovornost, o kateri govoriš, Edvard, to raste z funkcijo ali je za vse približno enako? Misliš odgovornost, kaj? Njihova, tega, kar si rekel, da predstavlja Slovenijo in da mora se tako obnašati. Jaz mislim, da kdorkoli je v neki taki izvoljeni ali pa imenovani v končni fazi funkciji, pač ker dobi nek naziv funkcionarja, ne, bi moral nekako to v nacionalno dobro se zavedati, ne, da ne more prosto v Prešernu pač ga biksati in kar flancart in obtoževati in tako naprej, ali pa gremo lahko, ali pa tweetati, ali pa pač kakorkoli, sej to zdaj nič ne omejuje tega, ampak hočem reči, gre za videz, gre za videz pač neke funkcije, ne nazadnje tudi neke zrelosti družbe, če hočemo reči, ki se reflektira skozi tudi neko kulturo komunikacije, skozi nekega odnosa do funkcije. Zdaj, mislim, da so nas vse učili že od mečkanga, da če ti nimaš odnosa do sebe, ne pričakuj tudi od drugih, da bojo imeli odnos do tebe. In pač tukaj treba začeti nekako pri sebi potem. Ok, predlagam si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne umiti gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj afera Tomaž Vesel pomeni za Računsko sodišče in za slovensko politiko. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Ta vrt nastaja mogoče s prvimi rastlinami, ki so bile zasajene nekje 15 let nazaj, malo stihijsko, potem pa bolj sistematsko in bolj premišljeno zadnjih morda 8 let. V tem trenutku imam popisanih okoli 2400 sort ali vrst rastlin. Za vse seveda ne vem več, kje točno so, ampak nekatere ključne, ki so mi bolj ljube, pa seveda vem. Ta barva zarjavelega železa se mi zdi naravnost fantastična. V soncu, v dežju spreminja barve, skratka material je obstojen, vse se da porabiti, to je samo seveda stvar domišljije. Pogovarjamo pa se o tem, kaj afera Tomaž Vesel pomeni za Računsko sodišče in slovensko politiko. Zdaj, Bojan, Edvard, v tem posnetku, ki smo ga ponovno videli, ta čudovit v bistvu prispevek kolegov iz Planet TV o vrtu Tomaža Vesela, predsednika Računskega sodišča, nam je Tomaž Vesel ponudil kar nekaj iztočnic, se mi zdi tudi za to njegovo zgodbo. Rekel je, da je najprej začel nastajati stihijsko, potem pa bolj sistematično, nekako v tem času, ko je tudi on postal predsednik Računskega sodišča, če gremo zdaj gledati za nazaj, da ima izredno veliko število teh nekih rastlinskih vrst, za vse ne ve, kje jih ima, ampak tiste ta pomembne pa ve, in na koncu je rekel, da se vse da uporabiti, samo malo domišljije je treba pri tem imeti. Zdaj nekako, če pogledamo to njegovo zgodbo z njegovim udejstvovanjem pri FIFI, tem postranskim zaslužkom $250,000 letno brez preddavki, potem nekako vidimo ene vzporednice. Kaj pravite vidva?
Bojan, boš ti začel. Vse to si v bistvu dobro ugotovil. No? Mislim, ta njegov, kako bi rekel, ne vem, kako bi to definiral, nek ležer, taki malo nonšalanten način pojasnevanja. Z levo roko stvari, ki so pravzaprav resne. To zdaj očitno na neki kaže, ali na neko njegovo strahotno samozavest, ali na to, da se mu zdi, da je, ne vem, kako bi rekel, politično, strokovno, kakorkoli pokrit z vse strani in za nič ni treba skrbeti. Čeprav je verjetno res, Aljoš pa Edvard, da takrat, ko so kolegi iz Planet TV-ja prišli snemati ta vrt, se mu še zdaleč ni sanjalo, da bi kdajkoli lahko se pogovarjali o tem, o čemer se zdaj pogovarjamo, in to celo, bom rekel, v kontekstu tega njegovega vrta. Ampak to je res pravilno ugotovitev. Na podoben način se on zdaj izgovarja. Meni je bilo recimo fascinantno, da nekdo, ki zasluži na leto recimo v Sloveniji kot predsednik Računskega sodišča tam okoli 50-60 tisoč evrov, na FIFI pa v istem obdobju pa $250 tisoč, se mi zdi fascinantno, da reče, tako kot je rekel takrat Vesel, da ko je prihajal na FIFO, ko je pač, ne vem, postal tam ta funkcionar, da sploh ni vedel, koliko denarja mu bodo dali. To je pravzaprav nemogoče. To je neverjetno. Zdaj očitno smo prišli do neke točke, ko je pravzaprav tega sprenevedanja preprosto na nek način konec. In zdaj bo zanimivo videti, kako bo zdaj na te stvari odgovarjal, kako bo on reagiral, Vesel, po vseh teh dokončnih odkritih, razkritih, po uradnih stališčih, ker če smo opazili, tudi izginil je popolnoma iz medijev, kada bi se fizično nekam skril. Pred 10 dnevi je bil povsod, samo na Faktorju sicer povsod nekje je bil, zdaj ga pa ni prišel več nikjer. Mogoče se ukvarja z vrtom. Edvard, prosti, preden nadaljuješ, sam še pod vprašanje zate, Pol. Pravila so pa jasna, glede tega, kaj sme in kaj ne sme predsednik Računskega sodišča. Izvoli. Jaz bi se navezal na to, kar je Bojan povedal, pa šel recimo mečka nazaj. Zdaj, jaz sem si šel v sklopu, bom rekel, sem si šel mečkam pogledati v sklopu priprave na to vdajo, če smem tako reči. Položaj Računskega sodišča, bom rekel, te izvolitve, poklice in tako naprej, In sem ugotovil v bistvu nekaj, kar sem mi prej izdelal, ampak zdaj sem bom rekel, še tako. Iz prve roke, to se pravi, da je Računsko sodišče v resnici nek organ, ki je znotraj kot neki vati izven vsega v resnici. In ko ti zasedeš, ti imaš mandat 9 let. To je strahotno dolg mandat. In 9 let si nad vsem pravzaprav, ti pluješ v nekem mentalnem toku, kjer pravzaprav ti, če bi se malo navezal na nekoč znan izraz, niko nam ništa ne može. In potem, ko se začne nekaj kopati, ko pa ti začutiš, da bi nekdo ti lahko nekaj, kaj začneš? V tem svoji, na nek način paniki začneš kričati vse povsod in je to, kar je Bojan rekel, bil povsod razen na Faktorju. In ko te sreča pamet, ali pa ti saj kdo prešepne, da je malo stav konje, ker ti bo slejko prej nekaj dokončno ušlo, se pa zdaj popolnoma kako bi rekel, potegneš nazaj in čakaš, da se bojo stvari, kam bojo stvari pač šle naprej. Zdaj to, kar so te zadnje informacije v zvezi s tem potrdilom in tako naprej, pa samo še, bom rekel, toliko slabše. Ampak zakaj po vajnem mnenju recimo Tomaž Vesel 2016, ko je začel delati na FIFI, če pustimo ob strani to, da kukor ni vedel, koliko denarja to prinese, kar je bizarno, ampak ne glede na vse, pač vedel je, da to delo ne bo pač zastojno, se pravi, da ga ne bo upravljal pač prostovoljno. Zakaj je on takrat mislil, če je mislil, da pač ne rabi nobenega dovoljenja? Ker vemo, zakon je jasen, po eni strani pač rabiš priglasiti komisiji za preprečevanje korupcije, rabiš njihovo dovoljenje, po drugi strani imajo pa člani Računskega sodišča še pač poseben položaj, kjer je izrecno prepovedano, da bi se ukvarjali še s kako drugo pridobitno dejavnost. Jaz ne vem, jaz mislim, da je on vedel, on je po mojem, ne glede na to pač, ne glede na višino njegovih prihodkov, zdaj mislim, da se je danes malo sprenevedal, ko je govoril, da ni vedel, koliko bo dobil, ker če ti nekomu v Sloveniji pač rečeš, da dobiš $250,000 ob službi, je to seveda za vsakega Slovenca absolutni šok in on je to vedel, skušal se z tega vidika od te številke distancirati, kako dali so bi se, jaz nisem nič hotel niti vzeti, ampak jaz mislim, da je on vedel, to, ki je on pravnik, to je jasno, se je bil že prej na Računskem sodišču, vedel je, da potrebuje soglasje. Po mojem je zelo točno vedel, da ga, če bo pošteno
predstavil, zakaj pravzaprav gre v Švici, v FIFI, da tega soglasja on ne bi mogel uradno dobiti, ker to je izrazita pridobitna dejavnost, izrazita, predvsem ga pa ne možeš dobiti z vidika zakona o računskem sodišču, ki sploh vse prepoveduje, razen izobraževanja, skratka razen predavanja, samo to lahko delaš kot predsednik računskega sodišča in je zato po mojem on preprosto se odločil, da bo ubral neko taktiko, da bo to zaobšel, in je poklical Štefaneca in očitno sta se po telefonu že dogovorila, vesel mu rekel, poglej, jaz bom tukaj športni funkcionar, pomagam športnikom, nekaj bom tam delal in tako dalje. In Štefanec mu je rekel, ok, super, fajn, hvala, bodi zdrav, lepo se ime in tako dalje. In vse to je bilo. Tako da mislim, da je to bilo načrtno izvedeno, ampak da se je sploh tega upal lotiti. Recimo, jaz se tega ne bi upal lotiti, vidva verjetno tudi ne. Je pa treba poznati njegovo zgodovino. On je bil včasih neke vrste uličar, On je bil gradbenik, hodil po gradbiščih, vsi vemo, da ima očitno neko afero z Nemčijo, ampak zaenkrat še nismo prišli do dokumentov o tem, kako je to bilo. In on se je še naknadno odločil, da bo študiral, menda ga je žena motivirala, ker je želela, da postane pravnik in te stvari. In očitno mu je zdaj v tej situaciji, oziroma v takih situacijah njemu pride ta, kako bi rekel, ta uličarski karakter ven in potem poskuša urediti v slogu, ne niko na ništa ne može, ampak šta ti treba, v tem slogu. In tu se je zdaj nekako prišel do tega konca, zdaj se je zapletel, spopadal se je seveda z nekimi, prišel v neko situacijo, ki je preveliko zanga, in te stvari so izbruhle na dan. Ja. Edvard, kaj je zakopano na vrtu Tomaža Vesela, predsednika računskega sodišča? Mene čedalje bolj zdaj skrbi, pa nočem biti zdaj preveč črnogled, da tam niso samo neke redke rastlinske vrste. 700,000 evrov je ta zakopani. Se je namignil, ta vrt mi nekako... Se je namignil, da je malo domišljije, pa zadeve stečejo. Pa pač vidimo neke ruševine so, neke zarevele stvari, ker se mi zdi res fascinantno to, ko tudi Bojan prav, da s kakšno lahkoto ti, ker vendarle človek je nekaj delal, neko kariero je naredil, postal je predsednik računskega sodišča, kot sta prej oba rekla, to je nek sui generis status v Sloveniji, to nekaj pomeni, vemo tudi njegov predhodnik, kaj je počel, Šoltes, šel pol tudi v politiko in tako naprej, in da bi na tako lahkoten način, mimogrede, a bom zdaj še eno vrtnico posadil na vrtu ali ne bom, vse to ogrozil. Ni to, skoraj ne morem doumeti tega, jaz bi mogoče šel mečkan stran, samo za en utrink dovolj mi sam toliko, da to spelam, ker ni direktno Vesela leti, ampak za razumevanje. A veš, ljudje, ko lažemo na 3 načine. Ali menjamo dejstvo, rečeš od zunije dan, pa je v resnici noč, ali olepšuješ oziroma pogršaš stvari, v smislu, veš kaj, jaz bom tam nekaj še zraven popoldne delu, pa še etična komisija je, pa tako naprej, in na drugi strani rečem, sej valjda ve, etika in tako naprej, ali pa preskočiš dejstva. To se pravi, jih ne omenjaš. In recimo, mi imamo v tem trenutku en del slovenskega političnega pola, se zelo poslužuje tega, bom rekel, tega sofizma na nek način, preskakuješ stvari, potem se vlečeš na neke puhlice in tako naprej. In jaz mislim, da je že prej, tako kot si ti v bistvu zastavil pri samem Veselu, pa mislim Bojan tudi, potem to pot njegovo, da je vse skupaj, bom rekel, dokler bo šlo, bo pač šlo, In to je uličarski pristop, to je v resnici uličarski pristop. Greš, omlataš 3, eden bo že dal denar. Zdaj, če bo kdo nazaj kaj usekal, ampak pač to je uličarski pristop. Kad krene. Ja, mislim, in pač ti tukaj slediš in jaz mislim tudi, če je šlo za nek telefonski dogovor, kot je mogoče šlo, jaz mislim tudi na drugi strani Štefanec je bil prej, bi rekel, glede na to, kako ga takole spremljamo, da je bil prej ujet na nekem plohi besed, pa je rekel, pa res ni noben problem. Pač človek zaupa, tako kot smo rekli, gre za neko pozicijo v slovenski družbi, jebem ti, da ti tak človek reče, jaz bom tam spotoma še nekaj delal, pa pač gre za etično komisijo in tako naprej in se rečeš, v redu, sej si že tukaj v takem položaju, da si niti na kraj pamet ne bi mogel past, da ne bi si priskrbel tega dokumenta. Sej resnici ljubo smo mi vsi skupaj na tihem mečkan šokirani, jaz sem na glas. Če si ne tihem. Jaz priznam, da sem na glas šokiran. Jaz nisem verjel, da je to možno. Ampak poglej, sej imamo nenazadnje v ozadju ves čas tudi idejo. Kaj pa, če bo jutri ta papir od nekaj prinesel? Kaj pa pol, Do tam še pridemo. Ampak preden pridemo do tega papirja, Bojan, a mi smemo verjeti Borisu Štefanecu,
da je on res imel ta pogovor z Veselom telefonski, ki se ga tako živo spomni. Ne? Ker on pač trdi, da se spomni, da sta po telefonu govorila in potem trdi tudi, da so nekaj pisnega naredili, pa ne ve, je bilo po mailu ali po pošti poslano. Zdaj tisti drug del se očitno narobe spomni, ker je KPK ugotovila, da niso nič naredili. Ne? Ampak ta prvi del me zanima, ta telefonski pogovor. Mi smemo verjeti bivšemu predsedniku KPK, da se je res o tem pogovarjal po telefonu z Veselom ali ne? Ne, jaz mislim, da je do tega, da je ta pogovor bil, mislim, da ga je v fikciji ga je blazno dobro opisal Edvard. Po mojem je res tako bilo. No? To si verjetno Štefanec niti v snu ni mislil, da bi nekdo lahko šel, bom rekel, za neko tako prevaro z pozicije predsednika Računskega sodišča. Ne? Ker to je res nekaj ne. Jaz verjamem, da od vsakega politika lahko pričakuješ, da te bo prevaral oziroma po domače rečeno nategnil. Ne? Od predsednika Računskega sodišča pa to res ne pričakuješ. Ne? Edino, kar mislim, da mu je pa to je pa 100%, no? Da mu je pa Vesel zamolčal znesek $250,000 na leto. Ker če bi pa to Štefanec slišal, bi mu pa takoj, čak mal, tle pa nekaj ne štima, ne? To pa moramo vendarle pisno urediti. Tako da ta del mislim, da mu je zamešal, da mu ni povedal, ampak kaj je zanimivo pri Veselu, ne? Ko smo se pogovarjali o tem, da pač dela, ako prođe, ne? Dokler bo šlo, ne? Se tudi vidi ta njegova taktika, ki je zdaj, ko pogledamo, zdaj pa zapravo samomorilska bila, ne? Okoli tega famoznega poročila. Ne? To poročilo je predstavil na 2 tiskovnih konferencah, čeprav o poročilu ne sme nič govoriti. Ne? Pa ga še ni niti, ne? Ja, ne, to je absurdno. Na prvo tiskovno konferenco je sploh povabil samo nekatere medije, ki so mu všeč. Ne? Že to je absurd. Ne? Na drugo tiskovno konferenco je prišel pa novinar športnega časopisa Ekipa in je tam postavil veselo vprašanja, ne? Okoli FIFA in podobne stvari. Ampak to hočem reči. In je tukaj imel nek konflikt z tem njegovim namestnikom, Jorgom Kristjanom Petrovičem, ki bi mogel to poročilo podpisati. In Vesel mu je vzel pooblastila, kar je nenavadno bilo, z vidika delovanja sodišča, to je tudi Šoltes, recimo njegov predhodnik rekel, mu je vzel pooblastila in ga dal neki drugi namestnici. In zdaj, skratka, ga je odstranil za tega poročila in s tem je vrgel nek sum na nepristranskost tega poročila. Hkrati se pa je izkazalo, to smo pa seveda spet kasneje izvedeli, da je ta isti Jorg Petrovič že pred 2 letoma, ko je pisal komentar k ustavi slovenski ustavi, napisal, da predsednik Računskega sodišča ne sme po strani nič služiti. Ne? Se pravi, skratka, on je odstavil za tega poročila tistega namestnika, ki je že pred 2 letoma opozoril na te stvari, ki jih zdaj ugotavljamo nezakonito počne Vesel. Ne? In Vesel je to vedel, se je verjetno bral tisti komentar, takrat to je mogel vedeti. Ne? Skratka, zelo samomorilsko je šel v to akcijo, ne? Meni se čudi, kako mu nek klika nekaj ni povedalo v glavi, da bo vsa ta stvar dobesedno eksplodirala potem v nekem momentu na dan. No? Edvard, zdaj vrt je lep, ne? Ampak to, kar Bojan zdaj pravi, po čemer se pogovarjamo, so pa bolj umori na podeželju. Ne? Tam so tudi lepi vrtovi. Zdaj edino vprašanje, kdo je tle, da ni samomor celo, ne? Saj politični ali pa karierni samomor. Ja, jaz predvsem tukaj pogrešam malo višjo mero nekega strateškega razmišljanja, ki je tukaj absolutno umanjkala. Ne? Zdaj tudi, če samimi dejanji ti ne moreš nekako pelati, tako bom rekel, nevidno nekih situacij, recimo jaz sem si seveda šel tudi pogledati, kaj on lahko s temi namestniki dela in kaj ne in tako naprej. In če bi on to komunikacijsko primerno že vnaprej pripravil, ne vem, če naš drugega neke 2 bombice vrgel okrog tega, da se bo to vleklo 3 mesece in da v dobro javne razprave, bla, 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 bla in tako naprej, bi to nekako tudi zelo mogoče logično kakšne stvari spadle. Ne? Je pa res vprašanje, kaj je v ozadju še takega, da ga nekako sil naprej, ker če se malo pohecam na račun izraza uličari, ne, uličari po defaultu niso ravno ljudje, ki ne bi vedeli, kaj počnejo. Ne. To se pravi, imajo neke svoje metode, bom rekel tudi poslovno, bom rekel, ni treba zdaj, da govorimo o nekih kriminalcih, uličarjih, ne, ampak gre za nek pristop, ki je majčkeno drugačen od nekega akademsko šolanega pristopa, ki se drži nekih protokolov, uličar pač gre na drugačen način. Ne. In tukaj meni manjka ta nek vidik strateškega razmišljanja, bolj me to spominja, da ga je nek drug uličar nekje drži za nekaj, ne, in da ga sil v neka dejanja, ki njemu pomenijo samomor pravzaprav. In večkrat očitno, ne vem, ali ne more, ali ne zna, ali pa je se šele zdaj zavedel, ko je mislil, da bo po stari, a ne, ko imaš ti nek Mordor, kjer stol po Mordorju nadzoruje informacijsko celotno državo, je relativno enostavno pokrivati karkoli, ne. Greš intervju sem, pa intervju tja, pa vdaja ta in tako naprej, ne. Ampak problem je v tem, ker so ti časi minili, ne.
ne moreš držati več takega, bom rekel, pritiska z neko samo formo, brez prave vsebine. In to se je njemu ga je začelo uloviti za rep in zato se je logično moral malo umakniti iz javnosti, zato da se bo, kaj ne rečem, malo prah umiril, če bo treba, bo, ne vem, verjetno Fifi rekel adijo, pa bo ostal tukaj in tako naprej. No. Jaz bi sam tukaj še mogoče dodal to čisto konc, kar je pač Edvard rekel, da še malo prislovim še malo piskaček, še nas piskaček, prav primer Vesel, pa recimo konkretno tudi ta današnji primer Igorja Pripca, ki so mu zdaj na senatu univerze odrekli habilitacijo. Ravno ta dva primera kažeta, da danes ne moreš več računati na to, da te bodo zaščitili večinski mediji. Ker recimo Vesela in Pripca so ščitili tako, da ali sta se ves čas pojavljala, pa so jo branili, ali pa so v njih preprosto prenehali poročati, kada sta zginila. Ampak to se več ne da. In zdaj se bodo mogoče tudi stvari nekako drugače vrtele in se pa strinjam tudi s tem, kar je Edvard rekel, to bo v bistvu treba še raziskati, zakaj pravzaprav Vesel vse tako počne, zakaj počne ta samomor, ali res ni nekdo za njem, ki ga pravzaprav drži, še nek višji, nek hujši uličar, ki ga je pravzaprav silil v to zgodbo. Ja, ali je on recimo mislil, da je nedotakljiv, ker se spomnimo 2016, ko on to postal, so nemški mediji, recimo Bild, problematizirali to njegovo izvolitev, ker pač po pravilih FIFA ne bi smel biti 4 leta prej noben funkcionar v nogometni zvezi nacionalni, on pa je vodil neko mladinsko komisijo. Mi, Bojan, imamo izkušnjo na Faktorju recimo z predsednikom UEFA, Aleksandrom Čeferinom, mi smo problematizirali njegovo izvolitev, smo tudi neko ceno za to plačali, nam je UEFA oddaje prepovedvala na svetovnem spletu pa to. A je Vesel bil nedotakljiv, je imel občutek, da je nedotakljiv, da se je lahko šel te stvari, ker lahko špekuliramo, če ne bi zdaj posegel v ta politični prostor s tem poročilom Računskega sodišča, potem vprašanje, če bi te zadeve sploh prišle na dan v Sloveniji. Ja, zdaj, dokler je bila, zdaj bom reč, da vprašal ga ni Slovenca, ki bi bral nemški Bild, Še manj Slovenca pa bere švedski portal specializiran za nogomet Josima, ki je takrat pisal o tem, da je pač Čeferin prepovedal eno ali dve oddaji Faktorja. Ampak to hočem reči. In pri nas se velika večina stvari, tem, ki jih iz tujih medijev Slovenska tiskovna agencija prevaja v slovenščino, nanaša na politiko. In ker je to bila takrat neka nogometna zadeva, pa ker je bil mogoče še Slovenc, pa je bilo fajn, da je nek Slovenc na FIFA, tako kot je fajn, da je Čeferin na UEFA, tega niso večinski mediji v slovenščino prevedli kot neko afero. Zdaj seveda, ko pa je Vesel vstopil v to politično igro, je pa seveda zgodba drugačna. So se pa te teme, ki so nogometne, ampak tudi koruptivne, skupaj z Veselom so naenkrat ratale politične. Zdaj pa te stvari več ni mogoče zadržati. Pojavili so se drugi mediji in je vseeno, ali STA, ali Pop TV, ali Delo, kaj zamoči, zato ker se to pojavi v drugih medijih in pride v Slovenijo. In to je zdaj Vesela v bistvu pokopalo. Edvard, ta nedotakljivost. Misliš, da je Tomaž Vesel res mislil, da je nedotakljiv? On je mislil, da je dotakljiv samo od določenih. Udarc je pa prišel... Od tovarne zlobe, kot je pol to pojmenoval. Udarc je prišel pa pač od druge. Udarc je prišel pa v bistvu z neke sivine, nekega polja, na katerega ni vedel, od kje bo kaj preletelo. Saj, če ti veš, od kje bo preletelo, zdaj, tako kot je Bojan rekel, zdaj, kdo bere Bild, pač jih lahko, bom rekel, jih je relativno malo v skupnem. Predvsem jih pa relativno malo tistih, ki jih bere, tudi posreduje to informacijo naprej, v dovolj velik zvočnik. In iz tega naslova ti zelo preprosto si rečeš, saj, če ne bo noben vedel, pač bojo šle stvari naprej, pa bo. Tako da to zdaj pri tej kreaciji, in to je recimo, to jaz ko spremljam zgodbo med levim pa desnim polom trenutno v Sloveniji, levi pol se tudi nekako še vedno pluje na tej logiki, da je ta obvladovanje medijskega prostora toliko močno, da uspe ta valjar nekako povaljati tudi kakšne felerje, bom rekel, nekaj, kar ni fino, da drugi vejo, ampak v tem času zadnjih nekaj let je tudi desni pol vzpostavil nek, kako bi rekel, sistem, plus vmes, med levim in desnim polom je neko polje nekih medijev, kjer prihajajo informacije, ki so pa v skupnem jih je že vedno težje nadzorovati. Kar pomeni, da če ti že vnaprej ne greš z neko pametno strategijo, ki dovolj na široko, bi rekel temu, brani boke,
da gre ideja skozi polje, potem je zelo težko. Nikoli ne veš, od kje bo udarc preletel. Mi vsi trije smo že bili deležni raznih diskreditacij, tukaj tam, bom rekel, dobro, tukaj sploh ni primerjave, recimo z Bojanom, ampak ne veš, ne, in se ti nekdo nekaj napiše, nekdo nekaj pove in potem se to svalka vse povsod in potem se na tisto obeša, kljub temu, da ni nič iz tistega, ne. In je to neko polje in to je tista napaka, ki jo v bistvu nekdo, ki nima jasne strategije, nujno na nek način naredi, ne? Ker ni predvidel tudi tega, potem pelje v neki svoji ideji, se veš, ne? To je tako, če ti padeš v kozarc vode in ne vidiš, da je kozarc, pač misliš tudi, da si v oceanu, se pač tako je. Ja. Čeprav ti moram reči, Edvard, niso prijetne te stvari, no. Jaz imam že res trdo kožo, no, ampak zdaj po tem članku o tem nesrečnem Ivanu Galetu, ne, sem, bom rekel, s tem še pa s takim načinom, bom rekel, odziva na člane, še pa nikoli nisem bil soočen, ne. Ja. Tam je neka skupina podpore Ivanu Galetu, jaz sem sicer videl, da je tam vsaj polovica tistih fake profilov, ki so očitno organizirani, zažirani in tako dalje, ampak poslušaj to, jaz sem tam postal dolgoletni član SDS-a, čeprav nisem bil niti sekundo v tej stranki, postal sem gnusova, smrduh, sodrga, ne vem kaj še vse, čisto zaradi tega, ker sem pač opravljam, bom rekel, po svoji najboljši vesti novinarsko delo, tako da si predstavljam, za nekatere, ki se znajdejo v tem vrtincu, res ni težko, ampak dobro, jaz sem se pač s tem sprijaznil pa delam, ne, ampak to je pač tako, ne. Lej, če greš nekako, če ne imaš vročine, pol preprosto ne greš v kuhinjo, ne? Ja. In ista zgodba je tudi pri veselu. Ne? Ja. A ti dopuščaš možnost? S tem, da mislim, da je bila to, sam to še rekel, no, mislim, da je bila, se mi je zdaj, naredil je tudi nekaj tehnični napak, ne vem, kdo mu je to svetovalo. Naredil je tiskovno konferenco, ta prvo, samo za ozek krog medijev, hkrati bil pa neposreden prenos te tiskovne konference, ki je tu logika, ne? In drugič, da greš ti, bom rekel, tiste medije, ki so kritični do tebe, ne? Prej si bil domajen samo nekaj prijaznih vprašanj, pa nekaj dobiš tja neke medije, ki ti postavljajo vprašanja, ki so zate neprijetna. In greš in z njimi obračunavaš politično, ne, jih razglasi za tovarno zlobe. To je slaba poteza za predsednika Računskega sodišča, ne. In potem so se začele stvari preprosto valiti, kopičiti in tako dalje. Ja. Edvard, a ti dopuščaš možnost, da Vesel zdaj odpotuje v Švico v Nyon, ne, kjer pravi, da misli, da ima ta papir in ga najde. Se pravi, ta papir, za katerega KPK pravi, da ne obstaja, da ga Vesel pa najde, nam ga pokaže, potem pa lahko pač KPK dol zapremo, ne? Glej, zgodovina slovenska je pokazala, da lahko marsikdo kakšen papir od nekje prinese, tudi naknadno, ne? Tako da jaz dopuščam tudi to možnost, ne? Zdaj, glede na zadnjo informacijo v zvezi iz KPK-ja, da pač tega papirja ni, mislim, da bo, zdaj, če ga jutri prinese, bo ali KPK mogo iti, ali bo mogo iti, ali nekaj je, ne? Tako da ja, pa v vsakem primeru, to se strinjam, to bi bila spet, bom rekel, fantastična druga plat zgodbe, ne, če bi Vesel iz Švice prinesel ta dokument, tam nekje v Nyonu, oziroma v Zürichu mislim, da v Zürichu sedež FIFA, ne. Pa z žigom FIFA proof, ne, se pravi FIFA. Je pa še en element, ki ga mi pozabljamo, to je pa gospod Štefanec, ne. Gospod Štefanec bo pa tudi verjetno mogel, ne, javnosti pojasniti, ne, zakaj je Pop TV-ju v živo rekel, da se on spomni, da je on nek papir dal temu Veselu. Ne. To pa vseeno, lejte, bivši predsednik. Mogoče bo zdaj Bojan uvadil Štefanec KPK, da so pač uničili dokument, za katerega on ve, da je bil. Moram pa reči, da mene v tej zgodbi vseeno še nekaj čudi. Ne. Jaz ne vem, kako točno postopkovno. Ampak zelo nakratko te mora čuditi, ker sem čisto pri koncu. Kako gre to postopkovno, ne. Ampak kot vem, 15 poslancev lahko vloži zahtevo za odpoklic in potem delovno telo, pač ne vem, tista komisija za proračun o tem odloča in bi on moral priti s tem dokumentom. Če ga ni, se ga odpokliče. Ne? To pa tudi ne. Se mislim, da bo do tega prišlo, ja? Ja, do tega bo verjetno prišlo, ampak presenečen se pa ziher še ne bo manjkalo. Bojan Požar, Edvard Kadič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil nažalost nič kaj veseli, že 522. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj imata zdaj očitno že bivši profesor na Filozofski fakulteti Igor Pribac in ljubljanski župan Zoran Janković. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.